Lepo pozdravljeni, dragi gledalci našega YouTube kanala, poslušalci naših podcastov. 9. oktobra letos bo minilo 90 let od strelov v Marsejju, ko sta bila žrtvi napada jugoslovanski kralj Aleksandar Karađorđević in pa francoski zunanji minister Louis Barthou. Današnji pogovor snemamo v Aninem dvoru v Rogaški Slatini, verjetno enem najbolj primernem okolju za nek pogovor o dinastiji Karađorđevićev v Sloveniji. Nanju Poljancu hvala za možnost, da v Ljudskem muzeju v Rogaški Slatini posnamemo tale pogovor. Moj sogovornik je Peter Mikša, ki je med drugim soavtor nekaj publikacij o življenju, takšnem in drugačnem povezavi Karađorđevićev s slovenskim prostorom. Dotaknila se bova nekaj točk, predvsem povezavi z njegovim, torej Aleksandrovim, pa seveda tudi Petrovim, ampak predvsem Aleksandrovim, kjer je pač obletnica atentata, povezavi s slovenskim prostorom. Ampak preden začneva ta kasnejši del, torej ta jugoslovanski del Aleksandra, je nekaj besed vseeno še o času predtem. Aleksander je drugorojenec Petra in Zorke, Petra Karađorđevića, ki v trenutku od sinovega rojstva, torej tudi drugorojenca Aleksandra, ni kralj, ampak je pač plemeniti mož z soprogo črnogorskega rodu. Na prestol pravzaprav pride na drug način, potem ko je v atentatu bila, oziroma ne v atentatu, recimo v državnem udaru, v državnem udaru bila zvržena dinastija Obrenovićev leta 1903 in potem je zdaj Peter postal kralj, njegov starejši sin Jurij je prestolonaslednik, Aleksander pa seveda še tudi ni prestolonaslednik. To postane šele potem tik pred, ampak malo pred Prvo svetovno vojno, iz različnih razlogov, ki zdaj tu ne bova naštevala, oziroma kljub vsemu morda za začetek. Aleksander je potem regent za kraljevino Srbijo, potem je regent za kraljevino Jugoslavijo. Kako je on sploh prišel do tega, da je zdaj drugorojenec postane prvi, ki bo zasedel prestol? Kaj se je zgodilo zdaj s tem Jurijem, ki ga sicer poznamo tudi potem, ko je zvojna knjigo napisal svojih spominov. Kako je zdaj do tega prišlo, da drugorojenec postane prvi? Dragi poslušalci oziroma gledalci, lep pozdrav. Hvala, Bojan, za tole uvodno predavanje, neka razlaga o današnji temi. Hvala še enkrat Nanju za to, da smo lahko gosta v tej kraljevi zbirki, največji verjetno privat zbirki, vsaj v regiji, če ne še širše, vsekakor absolutno na pravem mestu, ko govorimo o Aleksandru in o Karađorđevićih. Kdo so bili Karađorđevići, zakaj zdaj mi danes govorimo o njih, ker so v bistvu bili tudi slovenski kralji. Bili so jugoslovanski kralji in seveda v enem pomembnem obdobju 20. stoletja, pomembnem tako in drugače za Slovence, so nam vladali. Torej, Aleksander je bil eden od treh jugoslovanskih kraljev, torej imamo Petra I., pa imamo Aleksandra I. in potem Petra II., ki ga mogoče najbolj poznamo iz zgodbe potem med- in povojnega obdobja, ko med okupacijo oziroma po napadu na Jugoslavijo Peter beži in na nek način potem seveda z Avnojem tudi izgubi svojo oblast, seveda pa po letu 1945. Zdaj, kako je bila ta zgodba pripeljana do leta 18, ko mi vstopimo v to, Slovenci vstopimo v to zgodbo, oziroma do leta 21, ko Aleksander postane uradno kralj. O kraljevini Srbiji, to je ena taka mitska zgodba v neki nacionalni zgodbi Srbov, lahko sledimo že od
18. stoletja naprej. Ne. Zdaj, če govorimo o kraljih kot kraljih, lahko rečemo, da so v bistvu v srbski zgodovini to zgolj dve rodbine, ne, že omenjeni Obrenovići in Karađorđevići. Čeprav pa, ne, ki na nek način začno svojo dejavnost od začetka 19. stoletja, ampak uradno kraljevina Srbija nastane 1882. leta, ne, ko Obrenović postane kralj. Ampak ta kraljevina Srbija se pojavlja že precej prej. Ne. Lahko rečemo, da je to neka želja Srbov oziroma srbskega prostora, vse od znanega boja na Kosovskem polju na Vidovdan, precej prej, ne, torej govorimo o 14. stoletju, ko Srbi izgubijo na nek način svojo samostojnost, ki so jo prej imeli, čeprav definicija kralja prej ni bila ista, ne, prej so bili vladike, despoti, knezi in tako naprej, torej knjazi in tako naprej. Ko govorimo o kraljih, lahko rečemo, da res lahko govorimo šele od torej, konca 19. stoletja, srbskih kraljih. Ne. Torej, imamo dve družini, Obrenovići in Karađorđevići. Karađorđevići, ki so nam najbolj znani, ker so bili naši kralji, pa na nek način izhajajo iz ustanovitelja, ne, lahko rečemo Črnega Jurija, Karađorđa, ki je v bistvu bil začetnik enega upora proti Turkom, ne, ki, ne, smo prej slišali, na nek način podjarmijo Srbe z zmago na Kosovskem polju. Po vseh teh stoletjih, poskusih takšnih in drugačnih osamosvojitve pride do večjega upora proti Srbom, ki ga vodi, torej 1804, ki ga vodi Karađorđe. Karađorđe, Črni Jurij, kot sem že omenil, je ime dobil zato, ker ne bi bil temnejše polti in tudi temnejših las. In on je ustanovitelj te dinastije, ki pa pride na oblast v Srbiji, torej kot kraljevska družina v začetku 20. stoletja, ko v bistvu postane Peter I. kralj. Peter I., ki potem na nek način kraljevino Srbijo vodi čez precej naporno obdobje prvih desetletij, dveh desetletij 20. stoletja, tu imamo torej težave z Avstro-Ogrsko, aneksijska kriza, potem imamo balkanske vojne in potem imamo že tukaj Prvo svetovno vojno, ker pa je glavni poveljnik srbske vojske Aleksandar I., ki na nek način vodi torej Srbe v tem spopadu, Peter je že starejši, in 18. leta potem Aleksandar postane regent, torej še prej postane regent kraljevine Srbije. Kraljevina Srbije pa na nek način se zaključi, ne, torej zgodba z vstopom kraljevine Srbije v novo državno strukturo, ne, torej ob tem, ko se združi ali pa ko dovoli združitev z državo Slovencev, Hrvatov in Srbov in nastane v bistvu seveda z eno širšo geografsko gledano združitvijo še tako Črnogorcev in tako naprej, širšega jugoslovanskega prostora v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 18. stoletja. Aleksandar je še vedno regent do leta 21, ko uradno postane seveda smrtjo Petra kralj, torej drugi jugoslovanski kralj. Omenjen je bil brat, ne, Đorđe oziroma Jurij, ki po logiki naj bi bil tisti, ki bi bil prestolonaslednik, ne, in zakaj tukaj Aleksandar? Stvar je precej zapletena, ne, lahko pa rečemo, da je Đorđe Jurij bil precej temperamenten, kolerik in tako naprej in je znal eksplodirati ali pa svojo jezo kanalizirati na napačen način. Tako je prišlo do enega večjega konflikta leta 1909. leta, ko je v navalu besa ubil svojega služabnika, torej enega kraljevega uslužbenca,
iz česar je prišla seveda velika afera, ki pa je bila podpihovana tudi takrat. Ne, moramo vedeti, ne, da vedno se stvari treba gledati v širšem kontekstu. Ne. Zakaj na nek način v nekem trenutku neka stvar postane problem? Seveda je problem, če nekoga obiješ, ampak morda v nekem drugem trenutku to še ne bi bila takšna težava in bi lahko prepeljali zadevo torej naprej. Čeprav je tukaj tudi en občutek, da je morda tudi z vidika diplomatov in vseh, ki so vodili takrat kraljevino, bil, da je po naravi Aleksander morda primernejši in je pač ta trenutek, ki ga je podpihovala tudi Avstro-Ogrska, ne, torej 9. leta smo na višku anekcijske krize z Bosno, ne, kjer potem čez 5 let v bistvu ta sod smodnika eksplodira, ne, prav s Srbom, mladosrbom, ne, principom, ki začne v bistvu Prvo svetovno vojno. No in s tem v bistvu abdicira, ne abdicira, ker še ni bil kralj, ampak odstopi kot kandidat za prestolonaslednika Đorđe in prvi na vrsti je Aleksander, ki pa potem v bistvu popelje Srbe v neko novo zgodbo. Ne bova šla zdaj tu še globje podrobnosti, pa črna roka, pa take stvari, Ja, to bova pustila ob strani. Torej zdaj, 1. december 1918, regent Aleksander z združitvijo postane regent kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Kar nekaj časa, vemo, je trajalo, da je potem ta nova država dobila neke pravno-formalne okvire, ne, in to se zaključi šele z sprejemom Vidovdanske ustave junija 1921. Po tej ustavi govorimo, da je Kraljevina Jugoslavija parlamentarna monarhija. Po drugi strani bi lahko celo rekli, da je monarhična parlamentarna demokracija, ne, ker je vloga kralja neprimerljiva. Ne. To ni kralj, kot ga razumemo, oziroma kot je kakšen angleški kralj ali pa belgijski ali kaj podobnega, nizozemski, ne, kjer je to neka figura, ne, ki nima nobenega političnega vpliva. Ne. Tudi govor, ki ga angleški kralj prebere, napiše ministrski predsednik, ne pa on sam. Ne. Medtem ko seveda Aleksander oziroma kraljeva funkcija v jugoslovanski vidovdanski ustavi je bila pa precej močnejša. Ne. Recimo kralj sopodpisuje zakone. Ne. Čeprav seveda za njegovo izvajanje je zadolžen minister in minister je tisti, ki bo odletel ali se mu karkoli drugega pripeti oziroma se konča njegova kariera, kraljeva ne. Kralj je pač neprikosnovena ličnost, kot so uporabljali. Ne. Zanimivo vprašanca bom zdaj ti tule nanizal. Recimo prvič, ali se je Aleksander sploh zavedel, kakšna je država, kateri je postal kralj? Ne. Zdaj, Srbija meja je bila na Drini, ne, stara srbska kraljeva meja. Ne. Zdaj, po nekih percepcijah, da je to Piemont, ne, pa da je to vse eno, ne, se je zdaj meja prestavila 350 km na zahod, čeprav gre seveda za popolnoma drug prostor. Ne. Res, da ga naseljujejo v Bosni, tudi Srbi, ampak tu so Hrvati, tu so Slovenci in še kdo drug. Na jugu imamo Albance, Makedonci, ki nočejo biti južni Srbi in tako naprej. Ne. Torej, ali Aleksander po tvojem, kolikor ti to poznaš, razumel, v kakšni državi je bil pravzaprav kralj. Ne. Imaš več jezikov, več ver in tako naprej. Ne. Torej, precej velik miks. Ne. In pa morda še nekaj, ne, iz tistega, kar sem prej govoril o kraljevih pooblastilih. Ali ni morda pravzaprav prava trditev, da je najmočnejši politik v stari Jugoslaviji pravzaprav kralj, ne pa nekdo, ki se s politiko ukvarja kot res politik, ne, recimo Pašič ali pa Radić ali pa Korošec, ampak kralj, ne, ker recimo tudi potem Vidovdanska ustava je anulirana z državnim udarom oziroma z razpustitvijo skupščine 6. januarja 1929, ampak nova ustava, ki jo dobesedno izda kralj, ne, ker to tudi ime pove oktroirane, ne, pravzaprav pripravljajo je pač neki pravnik, ampak to je samo adaptacija stare, njegove funkcije so ostale pravzaprav povsem enake. Torej, tudi iz tega lahko rečemo, ne, da je še en dokaz, ne, da je on najmočnejša politična oseba. On je tisti, ki nastavlja predsednika vlade. Saj pravzaprav nekdo ne more postati predsednik vlade. Tudi Korošec ni postal po volji, ne vem, parlamentarne večine ali karkoli, ne, ampak kot zadnja možnost Aleksandra je recimo bil tudi Korošec. Torej, ali ni Aleksander vedel, kaj je njegova država in ali je res on pravzaprav
najmočnejša politična oseba te države? Veliko ali pa ogromno si že povedal v tem uvodu. Ne? Jaz pač mislim, težko je tukaj zelo na kratko, kot je namen najinega pogovora, razložiti vse situacije, ki so se dogajale takrat na jugoslovanskem ali pa na splošno na evropskem prostoru, pa na nek način preslikati to v današnji čas ali pa tako, da bi današnji poslušalec lahko to razumel. Ampak ja, če rečemo čisto takole, ravno je dejstvo, da je bil Aleksander, kljub temu, da je bil kralj, ne, tudi najpomembnejši politik. Če morda lahko še z enim očesom zamižimo na to dejstvo z letom 21 in naprej, absolutno po oktroirani ustavi 31. leta ne moremo več, je jasno. Ne. Ampak stvar je precej kompleksna. Torej, ko nastane kraljevina SHS, ne, kamor vstopijo narodi, ne, na nek način narodi, ki poskušajo, to Slovenci, Hrvati, Srbi, imamo tukaj Makedonce, ne, današnje, ali pa imamo tukaj Črnogorce. Ne. To je zanimivo videnje. Ne. Torej, poskus narediti jugoslovansko zgodbo iz tega, neko enotno, nekega enega jugoslovanskega naroda, ker imamo plemena, ne, ampak imamo zgolj 3 plemena, ne, torej Srbe, Hrvate in Slovence, ker ni nikjer drugih, dobro, Bosna itak, da stane na nek, ali pa bosanski narod in Bosna se pojavi šele z Avnojem, ne, z drugo svetovno vojno, ampak imamo Črnogorce in Makedonce, ki Črnogorci še danes gledajo na državnost, ne? Na Aleksandra, še danes gledajo kot na okupatorja. Ne? Oni so seveda imeli svojega kralja, ne? Ki je takrat moral zbežati po prvi svetovni vojni in Črna Gora pade v neko novo tvorbo, kot pademo Slovenci v neko novo tvorbo. Ampak to je v bistvu trenutek tistega časa, kakorkoli obračamo. Težko je biti danes pameten, ampak verjetno za Slovence najboljši v tistem času. Vseeno smo imeli neko oporo v zadnji, ko se razpade prejšnji sistem, pa prejšnji svet. Konec koncev je pa to tudi želja, ki je na nek način nastajala že dobrih 50 ali pa več let nazaj, neka skupna jugoslovanska zgodba. In čeprav imamo tukaj v bistvu precej velike razlike, ne? Imamo različne vere, ne? Imamo različne jezike, pisave in tako naprej, zadeva vseeno precej uspešno, zadeva funkcionira. Ne? Sploh z vidika Slovencev, ki imamo neko svoje mesto, pomembno mesto v tej zgodbi, zgubimo sicer velik del prostora, ampak torej ozemlja, ne, s Rapalsko mejo, s Koroškim plebiscitom, ampak lahko bi bilo še hujše, ne, če ne bi stopili v to zgodbo. Aleksander se verjetno zaveda tega. Je pa dejstvo, da gleda seveda z očmi vseeno velike Srbije, kjer ima v ozadju aparat, ki ima tudi svoje velike hegemonistične želje. Ne? Torej, Srbija je definitivno tista, ki vodi jugoslovansko ali pa torej SHS zgodbo na začetku, ampak to je večnacionalna tvorba, ne, ki je, seveda z današnjega vidika, bila že v štartu obsojena na propad. Kako lahko ti... Ali vsaj na težave. Ja, mislim, kako lahko ti obvladaš ena takšna nacionalna vrenja, ne? Omenil sem, Makedoncev ni, ne? Makedonci so konec koncev z VMRO-jem edni od tistih faktorjev naslednje točke, ker se bova pogovarjala. Tu so Hrvati, ki so imeli neke pomembne, vsaj tako z njihove percepcije, ali pa realno tudi večje kot Slovenija, neke vloge v prejšnjih državnih tvorbah, zdaj pa padajo v neko novo državo, ker jim vladajo ali pa jih vodijo Srbi. Ne? No, vse Hrvati so se malo rešili z Banovino potem koncem 30. Kasneje, ne? Ampak govorimo o 20 letih. Ne? To, že prva ustava, Vidovdanska, je bila težavna. Torej, kako jo sploh pripeljati, ne, do podpisa. Ne. Tukaj so se potem izkazale te znane Pašičeve politične igre, kjer je bil kot pač politik zelo dober, da je uspel speljati stvari, ampak mislim, da do paca, torej do trenutka, ko pride do streljanja, ne, v parlamentu, je mislim, da bilo
v Jugoslaviji delujočih 24 vlad, tu nekje, ne, to pove, da je stvar bila politično zelo viharna, ne, in da je bilo težko voditi eno tako novo državo in verjetno je glavni razlog tukaj, da če tudi mogoče Aleksander kot Srb je imel v zadnji veliko podpihovalcev veliko srbske hegemonistične ideologije, je vseeno poskusil voditi neko jugoslovansko zgodbo, ker je v tem videl rešitev v bistvu te države. Torej, če bi poenotili neki res skupni narod, bi lahko morda celostno državo umirili do neke stabilnosti, kjer bi lahko zadeva peljala malo lažje in bolje. Ne? Bi rekli lahko, da je Aleksander skušal iz moke, vode in kvasa narediti neko testo, ne? Ki se potem to pomeša. Ampak seveda vprašanje, ali je to prava pot. Ne? To pa je zdaj mislim, dejstvo je, da z vidika današnjega pogleda na zgodovino vidimo, da pač zadeva ni šla in da na nek način poči že leta 28 oziroma 29. Ne? Vse te tenzije, ki so bile predvsem, ne, Slovenci lahko rečemo, da smo tu bili precej, ampak o tem še bomo zadovoljni s to neko vlogo, tudi s kraljem in tako naprej. Ampak glavna težava teh nacionalističnih trenj so bili seveda Hrvati, ne, in makedonsko vprašanje, lahko rečemo, ampak predvsem Hrvati. Ampak ne, treba je tu vedeti, ne, da zraven teh notranjih nacionalnih trenj ali pa vprašanj ali pa teženj po prevladi smo v času, ko se v celi Evropi marsikaj dogaja, ne, in tudi naši sosedje, pa še morda kakšni prej, torej politika, cela evropska je močno vplivala na notranje politično dogajanje. Dobro, Karađorđevići so imeli sicer dobro vez s Francozi, ne, ta Francija je bila na nek način eden od glavnih, ali pa lahko rečemo glavni tisti mentor, ne, jugoslovanske zgodbe. Po drugi strani smo pa že, ne, kmalu v 20 letih dobili Italijo, kjer se pojavi fašizem, ne? In zdaj, če gremo s vsakim letom od 22. leta naprej, ko lahko ne s tem pohodom in tako naprej na Rim, govorimo o fašizmu v Italiji, ki je bil prisoten že prej, ne? Vemo, Narodni dom in tako naprej, Slovenska, Primorska, ampak seveda Italija pritiska svojimi težnjami ozemeljskimi, ki jih ima, kljub temu, da je z Rapalsko pogodbo dobila velik del, predvsem slovenskega ozemlja in malo hrvaškega, ne, ima interese in težnje in vpliva, ne, torej na tiste, ki niso zadovoljni v sklopu neke jugoslovanske. Imamo tudi seveda tule že Nemčijo in tako naprej, ne, okoli sosede. Na to tudi je potrebno biti pozoren. Morda kot dodatek, preden greva k naslednjemu vprašanju, ne, o neuspešnosti, ne, stare jugoslovanske politike. V 20 letih je bilo nekih prelomnih oziroma pomembnih zakonov menda ducat, ne več. Ne. Ostalo so bile pravzaprav neke tekoče zadeve za to, da stvari funkcionirajo. Ne. Recimo večje spremembe v šolstvu, to je šele konec 20 let, ne, zakon o osnovni šoli in tako naprej, kar je seveda neverjetno. Ne. Pravzaprav smo do konca 20 let uporabljali staro avstrijske učne načrte, samo zamenjali smo dinastijo. Ne. Pri matematiki nikaj, tam je tako, točno. Nič prelomnega se ni zgodilo. No, nek prelom je bil zdaj, sva ga že omenjala, tisti streljanje v Črnogorca, ne, Račiča, ki je ubil 2 poslanca, en je umrl pa še kasneje, torej ta najpomembnejši je umrl ključni, na koncu, seveda, ne, seveda, torej Stjepan Radić, ki umre potem avgusta. Potem sledi uvedba demokracije, pa malo kvazi mehčanja z oktroirano ustavo, pa uvajanjem obnavljanjem parlamentarnega sistema, vendar na nivoju državnih strank, kar je seveda popolnoma skregano z logiko, da je bila to država, ki je bila ena velika mešanica najrazličnejših sestavnih delov. No in potem pride ta Francija, ne, to si omenil, smo navezani, in ena od teh oblik navezave, ne, so obiski. Ne, in tako se je kralj Aleksander z rušilcem Dubrovnik odpravil v Francijo na državni obisk in v Marseju ladja pristane 9. oktobra, ampak
že na pomolu oziroma odhodu iz pristanišča z odprtim avtom se peljeta Aleksandr Karađorđević in pa Louis Barthou, francoski zunanji minister, odjeknejo streli in Aleksandr je ubit, umre na licu mesta. Tako da tisti slavni stavek, ki ne bi ga izrekel, čuvajte mi Jugoslavije, je seveda fake. To je fake news, ne, ker ga ni mogel, ker je bil hipno mrtev. To je en od politikov, mislim, da si je Vukičević to zmislil, ne bom trdil, bilo treba povedati, ampak to je pač fake. Ne. Kdo je izdobil Aleksandra Karađorđevića? Zdaj, zakaj ne, sva že malo potipala, ne, tako da razlogov za to, nacionalne tenzije in podobne stvari, to ni nobena težava, ne, ampak kdo je zdaj pravzaprav tu konstruiral to vse, ne? Kljub precej temačni in morbidni temi, bom rekel tule eno šalo, ki sicer ni, ali pa primerna je pa predvsem zanimivost, ne. Kriv je beli albino gams oziroma kozorog. Zakaj? Aleksander je nekaj mesecev pred tem v Kamniških Alpah ali Julijskih Alpah, ampak podrobnosti morda poslušalci, ki bojo želeli kaj več o tem zvedeti, prav je, da pridejo tukaj v Rogaško, v Kraljevo zbirko in vprašajo Nanija Poljanca, kaj je zdaj tukaj s tem, ampak legenda ali pa neko pravilo, narekovajih, pravi, da če si ubil albino žival, boš prej kot v enem letu mrtev. Obstaja neko prekletstvo, ki torej naj bi za tem stalo in kaj se je zgodilo Aleksandru. Aleksander je res v tistem letu ubil albino žival, ne, in smrt je sledila. Ne. Seveda pustimo neke takšne zgodbice v zadnji, ki ne, koliko moči imajo. Predvsem pa so imeli moč tisti, ki so kovali zaroto proti Aleksandru. Aleksandra so večkrat poskušali ubiti v sklopu atentata. Še v bistvu takrat, ko je bil rečemo srbski prestolonaslednik, torej še Solunski proces. Tako, pred koncem Prve svetovne vojne, ampak potem v sklopu te velike mešanice jugoslovanskih nacionalizmov, ko vse te zadeve vrejo, je seveda v očeh nekih nasprotnikov jugoslovanske ideje Aleksander tisti, ki pa je seveda Aleksander Dejstvo je, da je on videl obstoj te države z jugoslovansko zgodbo, unitarizmom, torej vse bomo na nek način poenotili, pa se eni s tem niso strinjali. Kdo? Vemo, kdo je bil atentator. Atentator ne bi bil torej makedonsko-bolgarski član VMRO-ja, torej na nek način tako, oziroma Vlado Čermozemski ali kako že, ki je takrat v Marseju pričakal Aleksandra. Zanimivo je, da Aleksander je imel informacije, da se nekaj dogaja. Torej, tajne službe so vedele, da se nekaj dogaja, da se nekaj pripravlja, zatem so bili Ustaši že, torej ta hrvaška zgodba, bili so torej v MRO-ju, zraven je bila že podpora fašistične Italije, tudi Nemčija lahko, da je sodelovala pri tem, kako se znebiti neke figure v eni od evropskih držav, kjer lahko potem ti svojo politiko ali pa svoje težnje ozemeljske, takšne in drugačne, uresničiš oziroma udejanjiš. In tukaj jim je zadeva šla precej na roko, torej atentat je bil uspešen, torej Aleksander umre hipno, seveda potem propaganda, ki mora ustvariti neko... No, umre tudi francoski zunanji minister. Ja, ampak zanimiva je tule informacija, da Barthou naj ne bi bil zadet streli atentatorja, ampak da naj bi, to sem nekje prebral, ampak pustimo, naj bi ga zadel eden od metkov zgrešenih francoskih varnostnikov oziroma policajev, ki so potem pač v splošnem kaosu zadeli tudi njega. Aleksander umre, to je seveda vedno, ko umre neki vodja, kralj, kakorkoli že, velik šok, in v tistem se takoj Jugoslavija se v bistvu zatrese, njegov prvi
sin Peter II. Je še premlad, da bi lahko nastopil kraljevsko dolžnost, torej je prestolonaslednik, ampak 11 let takrat star, ne, in v bistvu na nek način regentstvo prevzame Pavle, ne, Karađorđević, ki ga poznamo iz zgodbe Brdo pri Kranju, ne, slovensko, torej, ne, kakorkoli. Smrt na nek način kljub poskusom notranjih in zunanjih sil celo združi Jugoslavijo za nekaj časa, ker vedno taki šok združi, ne, poenoti prostor, ne, začne se, lahko rečemo skoraj že ikonografija okrog Aleksandra, seveda, ne, čuvajte mi Jugoslavijo, zedinitelj, naš kralj mrtev, zgodba postavljanja spomenikov, obeležij, takšnih in drugačnih, se v bistvu tu resnično razbohoti. Če smo prej govorili o le nekaj spomenikov, obeležij, ki so bila postavljena po Jugoslaviji, največ seveda Petru prvemu, ne, ker je pač že prej umrl, tukaj nastopi neka jugoslovanska enotnost in začno se pojavljati spomeniki, spomin na velikega kralja Aleksandra I. Ne. Zanimive so informacije, ki jih je zaslediti tudi po časopisju in vse povsod, ne, kako je odreagiralo časopisje pa ljudje v tistem trenutku. Ne. Torej, ko je informacija zunaj, da je Aleksander mrtev, ne, je na primer na slovenskem prostoru na 4 mejnih koncih, na gorah najvišjih, v bistvu zaplapolala črna žalna zastava. Govorimo o Triglavu, Brani, Donački gori in tako naprej. Torej, ljudje grejo, žalujejo, ne, in ta ideologija enotnosti se, koliko še ni bilo prej močno, prenese tudi v šole, ne, v šolah se, ne. Hočem reči, da atentat je prinesel v zgodbo Jugoslavije, ki je bila skozi na meji, ne, da resnično tako in drugače poči, ne, eno lepilo, ki je zdržalo in bi vprašanje, kaj bi se dogajalo z Jugoslavijo kot kraljevino, če ne bi potem prišlo do okupacije oziroma do druge svetovne vojne. Zdaj si ikonografijo omenil, pa ne moremo mimo 2 primerov ikonografije, ne, ki sta si zelo podobni, ne, obakrat je vlak, ne. Prvi je vlak, ki vozi Trugo Aleksandra iz Splita v Beograd, pa potem grejo z avtom na Oplanac, ne. Druga pa seveda vlak, ki ga vlečeta Neretva in Sutjeska, torej slavni lokomotivi modrega vlaka, ki Broza peljeta iz Ljubljane v Beograd. Zelo primerljiva koreografija. Lahko rečemo 2 največji figure tega prostora v 20. stoletju ali pa v naši sodobni zgodovini. Ne? Vsekakor, ja, drži. Zdaj se pa premaknemo na drugo sfero Aleksandra in tega 9. oktobra. Na čas predtem, v vseh teh recimo 16, približno skoraj celih 16 let, ne, od leta 1918 do 1934, ne, Aleksander in Slovenci. Ne. Zdaj, Peter je itak toliko starejši gospod, pa bolehen, tako da do njega imamo malo drugačen odnos kot potem do Aleksandra, ne, ki se je potem kazal na različne načine. Ne. Zdaj, ti si že Brdo omenil, ne, pa dajmo še kaj drugega omeniti, ne nazadnje tudi to bizarno zgodbico, ne, o tem, da 3 sinovi, ki naj bi imeli hrvaško, srbsko in slovensko ime, ne, naš je bil Andrej, ne, seveda ne more biti Janez, ne, ampak prej bi bil, da bi prej pomislil, da je Slovenc, pa je Janez, pa ga seveda ni bilo. Ne. Karađorđević, torej pravzaprav Aleksandar, ne, je zdaj s slovenskim prostorom povezan na najrazličnejše načine. Ne. Eno je politično, ne, ker je imel ob sebi ali pa blizu sebe pravzaprav ves čas najpomembnejšega drugega ali pa tretjega najpomembnejšega politika. Na prvem mestu bi nekdo iz Srbije, za začetku je to Paškić, potem pač nekdo drug. Ne. Zdaj ta drugi, tretji sta pa Radić ali pa morda Pribičević, odvisno kako pa kdaj v nekem trenutku. Potem je pa Korošec, ne,
ki ga, kot sva že rekla, na leta 28 celo rešuje s tem, da pač prevzame neko funkcijo predsednika vlade kot prehodni čas, dokler ne bom vzpostavil diktatura. Ne? In Korošec je seveda edini nesrb med predsedniki, tudi edini nepravoslavec. Ne? Jasno, Srbi so pravoslavni bolj ali manj večinoma, ne? Torej med jugoslovanskimi predsedniki vlad. Ne? Omenil si že streljanje, lovski pohodi, ne? Ja, lovski pohod, ki je bil napoved nekega slabega dogodka, ampak pustimo te lovske vraže. Dejstvo je, da je seveda Aleksander veliko obiskoval Slovenijo, na Bledu, med drugim počitnikoval in tako naprej. Tudi eden od sinov se je, torej ta Andrej se je tu rodil. Kako smo bili mi zdaj kaj povezani z Aleksandrom? Mislim, kako smo ga imeli kot svojega kralja? Ne? Morda tudi že z tega, ne, ker prejšnji so bili katoliki, ne so bili naše vere, ta je zdaj nek druge vere, ne, pa nima neke dolge tradicije, ne, njegov oče je postal kralj pravzaprav 15 let pred nastankom te države, ne. Avstrijci pa tako naprej so se zgražali, češ, da so to neki svinjski trgovci bili nekoč, ne, zdaj pa kralj. Torej, kako smo mi Karađorđevića dojemali kot naše vladarje, Aleksandra? Ja, to je zanimivo vprašanje. Torej, kako je mogoče, da je v bistvu bil Aleksander in nasplošno Karađorđević precej dobro zapisan v Sloveniji, kljub vsemu temu, kar si naštel, imamo drugo vero, center vladarski je bil precej daleč, pisava, jezik in tako naprej, dobro, imamo neko jugoslovansko zgodbo, ampak ne, to je potrebno razumeti v kontekstu prehoda iz Avstro-Ogrske ali pa rečemo prehoda konca vojne. Kaj se je takrat zgodilo in kaj se je dogajalo prej? Slovenec, ne, je kot predstavnik nekega naroda se vedno ustvarjal napram nekega drugega, sovražnega naroda. Ne? Če si predstavljamo, je ključna figura nekega nasprotja bil Nemec vedno pri nas. Ne? Zdaj, iz druge polovice 19. stoletja lahko vemo ta kulturni in nacionalni boj, ki se dogaja v slovenskih deželah ali pa na današnjem Slovenskem. Imamo kulturno, politično in tako naprej, ker Nemci dominirajo in mi v bistvu se gradimo napram njim. Ne? In višek te zgodbe, kljub temu, da je na nek način bil cesar, ne? Naš oče naroda, ne? Za katerega smo se borili, ne? Torej za vero cesarja, domovino in tako naprej, pa v tem višku dogajanja okrog Prve svetovne vojne postanejo Avstro-Ogrska, ne? Postane ječa narodov, ne? Črnožolta ječa. In ko pride do preloma, ko Slovenci vstopimo v novo politično figuro, pride do, lahko rečemo, radiranja spomina napram Nemcu. Vse, kar naj bi bilo nemškega, kar naj bi spominjalo na Nemce, vladarje, tiste takšne in drugačne figure v političnem in vsakdanjem življenju, je bilo treba poradirati, počistiti. In ko je prišel kralj Aleksander, ali pa še kot regent, pa potem kot kralj v ta prostor, je v bistvu imel precej lep teren, da je lahko gradil neko svojo novo zgodbo. Z tega vidika lahko čutimo neko dobrohotnost, pozitivnost do kralja in kraljeve družine, ne, ko pride v slovenski prostor kot predstavnik nove vladajoče države. Je pa zanimivost, ne, da je Aleksander bil v slovenskem prostoru že leta 1909. Prvič, ko obišče današnji slovenski prostor, je bil prav tukaj, pride v zdravilišče v Rogaško Slatino, ne, še ena stvar, ki jo lahko bolj podrobno naš današnji gost potem kdaj morebitnim interesentom pove, in sicer Aleksander je takrat bil zapisan v te knjige zdraviliške kot grof od Avale. Čisto kot zanimivost in naslednjič, ko pa pride v Slovenijo, ne, torej današnji slovenski prostor, pa že pride v bistvu
z drugačno vlogo. Ne? In ja, Karađorđevići so se na Slovenskem zelo dobro počutili. Tukaj so preživeli ogromno časa. Njihova glavna destinacija ali pa točka je bil Bled. Ne? Tam so si omislili, najprej so torej v najem vzeli vilo Suvobor, ki so jo kasneje želeli prenoviti oziroma zgraditi novo vilo. Vojna je presekala to, na tem mestu je danes, mislim, da vila Bled, prej imenovana Titova vila, kjer v bistvu so preživljali predvsem poletne, pa tudi zimske mesece. Ne? In ta propaganda, ki so jo zelo dobro zastavili, ne? Peter, prestolonaslednik, se pojavlja v smučarski opremi. Marija, ne, kraljica Marija je v gorenjski narodni noši, ne, torej prvi spomenik, ki ga otvorijo v Kranju, naprimer, seveda Petru I, ne, pridejo cela kraljevska družina, Aleksander, Marija v narodni noši. Na Slovencu, v časopisu Slovenec lahko vidimo na prvi strani te propagandne slike in ta propaganda jim je na slovenskem prostoru zelo dobro uspela. Celostno lahko rečemo, da je seveda v nekem političnem smislu vedno bilo neko trenje. Imamo na Slovenskem stranke, ki so bile bolj unitaristično usmerjene, pa seveda avtonomistične, bolj klerikalne in tako naprej, kljub temu, da je Korošec glavna figura, ampak celostno gledano pa je ta navezava Karađorđevićev na slovenski prostor bila zelo uspešna in je bila ta pogled ali pa ta občutki nekega pozitivnega gledanja je bila z obeh strani. Konec koncev, ne, Aleksander nekje celo omeni v nekem intervjuju oziroma en citat je, ne, za Boga, saj sem jaz napol Slovenec, ne, v tem smislu, ampak to markiranje ideje se lepo potem prikaže s tem, da to idejo, ne, imamo tri plemena, ne, jugoslovanskega naroda, Petar I je srbsko ime, ne, potem imamo Tomislava, ta drugorojenca, ne, ki naj bi bil hrvaški ime, in Andrej, ne, kakorkoli že, je mišljeno kot slovensko ime, rojen tukaj, ne, na Bledu in tako naprej. In kralj je veliko hodil, torej Aleksander je veliko hodil v slovenske, torej na lov, ogromno je bil na lovu v Kamniški Bistrici, še danes obstaja njegova rezidenca, ki jo je postavil Plečnik, mimogrede. Imeli so celo svojo vas, imenovano Andrejeva vas oziroma Andrejevo selo na Mežakli. Velika, več, torej mislim, da skoraj 20 stavb je bilo, kjer so preživljali prosti čas. In zdaj čista logika, ne, takrat je bilo vseeno za par stopinj še hladneje, tudi čez poletje, ne, predvsem pa je bilo na Slovenskem precej hladneje kot v vroči Šumadiji, ne, torej odkoder so prihajali, ali pa Beograd, ne, poleti, še danes je neznosen, takrat pa v primerjavi z nekimi slovenskimi sredogorjem ali pa Alpami hladneje in so radi hodili sem, zato ta Andrejeva vas, prav po Andreju imenovana na Mežakli kot neka točka, kjer so preživljali poletje, hladnejše poletje, kralj je hodil loviti, imel je svoje lovske sodelavce, ne, s pomembnimi Slovenci v tej vsej jugoslovanski zgodbi in tako naprej. Mimogrede, na Hrvaškem je bilo tudi kakih takih lokacij? Ne, na Hrvaškem ne, precej logično, da ni toliko preživljal prostega časa, torej kar je bilo nujno, ampak Slovenija je bila tista destinacija, lahko rečemo, da imamo Beograd, ne, Beli dvor, kasneje, ampak Beograd, občasno Šumadija, torej z Oplencom, ne, seveda, in potem Slovenija kot točka, tista točka, kjer kraljica je skoraj ogromno časa, torej v bistvu preživela tukaj, ne, kralj seveda s svojimi obveznostmi, ne, Peter veliko časa poleti, po zimi, imel je učitelje smučanja na Bledu in okolici, ne, Sokoli potem še kot mladoleten prehodi cele slovenske Alpe, se povzpne na vrh Triglava, simbolno dejanje, torej jugoslovanski kralj se povzpne na najvišji vrh, ne, čeprav mu ne bi bilo treba, ne, in potem tam obstajajo
izjemne fotografije tega pohoda, ne, kako kralj s svojimi sokolskimi prijatelji, adjutantom in vodniki, ki so bili predstavniki Slovenskega planinskega društva, prehodi v bistvu Kamniško-Savinjske, Julijske Alpe, obišče Koče in tako naprej. Precej veliko simbolike je, ki so jo Karađorđevići, prej je bilo vprašanje, precej več vezali na slovenski prostor, kot naprimer na današnji prostor Hrvaške. Ne? Hvala lepa. Morda končava s tem, da opozoriva na največjo prezenco Karađorđevića v Sloveniji v tistem času. Ne? To sta bila dva kipa konjenika, vladarji so vedno konjeniki, nikoli ne hodijo peš. Ne? Eno je bil kip Petra Karađorđevića, ki so ga torej, z nazivom Osvoboditelj. Ne? Ta je stal pred mestno hišo v Ljubljani in pa potem že po atentatu postavljen spomenik Aleksandru na današnjem kongresnem trgu v Ljubljani. To je približno tam, kjer danes stoji tisto sidro, tako da si lahko naši gledalci to predstavljajo. Mogoče par besed, ko je glih na to tematiko. Ne, seveda, kralju so se potem Slovenci poklonili na različne načine. Še pred smrtjo, ne, v bistvu smo po njegovi zaslugi ohranili univerzo v Ljubljani. Ne, torej, univerza, ki je bila pred tem, da na nek način jo zaprejo, je dobila svojo častno voditeljsko vlogo v Kralju, ne, in je postala univerza na audienco so šli, ne, kralja Aleksandra. Ne, torej, Aleksander je pomembna figura v nekem slovenskem prostoru in tudi lahko rečemo, da prav ta omenjeni ekip na Kongresnem trgu je največji, najbolj mogočen dolinarjev, naprimer kip, torej kiparja Dolinarja, je največji kip, mislim, da takrat, ki je stal v jugoslovanskem prostoru. In ne, ko smo že glih pri tem, ne, pred slabim letom dni smo izdali knjigo, ker lepo opisujemo, torej naš gostitelj Nani Poljanec, pa kolega zgodovinar Ivan Smiljanić in jaz smo izdali knjigo, ki prav opisuje te spominske, kiparske figure na Slovenskem, kje so stali, koliko jih je bilo, ali so vsi uničeni. Ne? Še v bistvu 3 leta nazaj je bilo mišljeno oziroma je bilo splošno sprejeto, da je seveda z začetkom druge svetovne vojne predvsem in potem seveda z novo nastalo državo, ampak predvsem obdobje okupacije Italije, ko v bistvu so porušili vse, kar spominja na Srbe, ne? Torej, ali pa na jugoslovansko zgodbo, smo mislili, da ne obstaja več kip, spomenik kip, ki bi bil namenjen Karađorđeviću. Do nedavnega, ko je Nani kolekcionar, kot je, dobil v bistvu zadnji kip, ki je bil postavljen pred Sokolskim domom v Zagorju, še po torej, že omenjenem velikem konjeniškem kipu, ki je bil postavljen v Ljubljani, je bil ta spomenik, ta kip, v bistvu zadnje dejanje spomina na Karađorđeviće, ne, in v bistvu danes je edini še ohranjen tukaj. Ne. Drugače pa v slovenskem prostoru danes skoraj ni ali pa ni več spomina na to kraljevo družino, torej na kralje, 3 kralje, ki so vladali tudi Slovencem, ker pač v nekem časovnem mlinu je bil pobrisan spomin na njih, morda so kakšni manjši fragmenti, torej ta zbirka je absolutno največja stvar, pa ne, po mnogih mestih pa še tako stojijo nevidni markerji, ne, in sicer spominske lipe, ne, za katere seveda več ali manj nihče ne ve, s kakšnim namenom tam rastejo, ampak rastejo v spomin zedinitelja Aleksandra I. Ali pa kakšne šole ali kaj podobnega, ki so bile zgrajene v tistem času in so nosili njegovo ime, funkcionira pa še danes šole, kot je recimo par šol v Ljubljani. V Ljubljani že, ampak prav zgrajena v obliki črke A, je mariborska osnovna šola. Ne, to je tako čisto kot katero verjetno skoraj nihče ne ve. Ampak tako, to je to, ne, kar imamo danes v tej zgodbi Karađorđevićev. Peter, hvala lepa, hvala našim gledalcem, ki si bodo to ogledali. Seveda hvala Naniju Poljancu, ki je omogočil tole posneti v tele impozantni zbirki.
Vabljeni k ogledu naših preteklih in seveda tudi bodočih posnetkov ali pa k poslušanju na našem podkastu.